Nove elemente na tej razstavi pa vidim predvsem v tem, da je tekstura, torej sama barvna površina pa nekoliko drugačna, kot je bila v prejšnjih razstavah, kar se pa kaže v odnosu do nanašanja teh barvnih ploskov. Zdaj, verjetno lahko opazite, da so nekatere barvne ploske nanešene naknadno, da pravzaprav prekrivajo tisto spodno temeljno barvno plast in da se s tem ustvari nek poseben vtis patine, slike dobijo en vtis, tako da prihajajo k nam že iz nekih davnih stoletij. In tudi na ta način se zdaj te jasne obrisne linije še bolj zamegljujejo, trdne forme se stapljajo in snovno se začne abstrahirati. Prosevanje teh spodnjih plasti slike skozi zgornje pa ustvarja tudi neke vrste palimpsestnost, ki je pa seveda usmišljena že samo izbiro motivike. Upodobitve so vezane na osebe, dogodke iz davne preteklosti, ki seveda ni čas našega časa in prostora in nas ne more več neposredno nagovoriti, lahko pa nas prav preko podobe samo povabi, da vstopimo vanjo, da se zavemo te bratske povezanosti, občestvenosti, v katero smo poklicani kljub času pa prostoru, ki nas ločujeta. Izkušnja Kristusove cerkve bi zagotovo morala biti izkušnja vesolnosti. Misel te krščanske poklicanosti vsakega posameznika občestvenost pa se potem likovno dopolnjuje oziroma nadgrajuje tudi v oblikovanju tega ladijskega prostora, če lahko temu tako rečemo. Tega namreč ustvarjajo podobe svetih mož, žena na teh visokih, ozkih lesenih tablah, kar v nas spet lahko slogovno vzbudi, spomina preigravanje teh visokih gotskih form, morda tudi na podobe visokih slikanih oken, na simbolno postavitev stebrov opornikov cerkve. Tisti, ki ste se že sprehodili naokrog in ste iskali mogoče kakšen atribut, detajl na upodobitvah, verjetno ste prepoznali celo nekatere obrazne poteze, naših, iz nam bližne zgodovine, ste lahko prepoznali določene figure, pa pred vas potem stopijo podobe Janeza Vianeja, meniha Bruna, svete Barbare in tako naprej. In začutimo neko to občestvenost, ki se je zgodovino Kristusove cerkve zgodila. Če pogledamo slogovno, pa vidimo, da ta sam format lesenih tabel figure sicer kompozicijsko določa, hkrati pa slikarju omogoča, da jih oblikuje na manj tradicionalen način, ki je pa očitno Bartolju bližje. Namreč te postave figur abstrahirano oblikuje s potezami, barvnimi ploskami, ki se prilegajo temu pokončnemu formatu, so pa predvsem obrazi bolj izdelani, bolj individualni, čeprav so tudi tukaj najbolj poudarjeni ti barvni pa svetlobni poudarki. Zdi se, kot da vse, kar je upodobljeno v drži in izrazu osebe, mora predstavljati prav to deležnost osebe pri Božji luči, ne pri pač naši zemeljski luči. Telo, ki je pogosto zanemarjeno, je pravzaprav samo neke vrste zamah proti temu skrivnemu obrazu, mogoče notranjemu obrazu, ki je istočasno odprt k Bogu in k sočloveku. Tako da obraz na teh podobah na nek način postane sam vas pogled. Zdaj, vtis palimpsestnosti se mi zdi, da je tukaj še močnejši, da se razširi. V zadnjem delu boste videli, da ima pravzaprav vsaka podoba svoj par. Zdaj, v tem lahko vidimo zgolj neke vrste odsev, odtis, verjetno gre pa bolj tudi za neko notranjo podobo. Namreč pri teh dvojnicah se je Jože Bartol osredotočil na likovna sredstva sama, na plosko barvo, na svetlobo, na njihovo medsebojne razmerja in iz teh se potem v dvojnicah krojevajo pravzaprav povsem abstraktne podobe. Se mi zdi tukaj zanimiva misel, ki je nekoč zapisal Pavel Klee. On je rekel, da umetnost nima te naloge, da reproducira, da odslikava vidno, ampak da sama naredi vidno. In ta pristop morda tudi nakazuje transcendentno preoblikovanje, kot telesno osnovno razpada, ko se ukinjajo tu zemske dimenzije in osebe, figure svetnikov ne pripadajo več zemeljskemu minljivemu, ampak dejansko bivajo v luči. Ne si ob tem sposodom besede patra Rupnika, ki je dejal, ob motrenju, zrenju teh likovnih podob se pred nami lahko odstre obličje, v katerem se bomo prepoznali. Kajti, ko sledimo barvam, prestopimo prah.
in znotraj osojnosti nas z našimi zlatimi tišinami nekdo pričakuje. Povabilo čez ta prag, po to našo osojno notranjost, pa je slikar na tej razstavi dopolnil v sosednem prostoru, ki ga je pa oblikoval kot kripto. S kripto se oblikuje bolj intimen prostor, neke vrste samotna kamrica, namenjena za srečanje s seboj in z večnim. Likovna oprema kripte je mogoče nekoliko drugačna kot v glavnem prostoru. Slike ob straneh so po obliki velikosti sicer enake kot tukaj, vendar so barve temnejše, bolj zastrte. Mislim pa, da boste tudi opazili, da so te podobe žensk in moških na njih veliko bolj vsakdanje, bolj preproste, bolj običajne, neke vrste ljudje z ulice. Za temi obraznimi potezami in očmi lahko zaslutimo življenjsko zgodbo, ki je poznana tudi nam, ki nam je na nek način vsakdanja, ker jo živimo tudi sami. Na eni strani z vsemi drobnimi radostmi, hrepenenji, na drugi pa tudi z vsemi stiskami, bolečinami, ranami. Živeti na svetu, pa mu hkrati ne pripadati temu svetu, je verjetno bistvo duhovnega življenja. In prav te podobe v nas ohranjajo živo misel, da naše življenje ni ustvarjeno za strah ali za razmere, v kateri prevladuje sovraštvo, temveč je ustvarjeno za sprejetost in za ljubezen. Te notranje temne moči ali zunanji nemiri, težave, skrbi, vse to verjetno vsak dan polni naše obzorje. Vendar nam pa te podobe v kripti kažejo, da je vendarle mogoče iti tudi na to, ne se temu prepustiti, ampak izbrati bivanje v hiši ljubezni, v hiši Božje prisotnosti. In ta prehod lahko razumemo tudi kot prehod iz hiše strahu v hišo ljubezni, ki izpolni odnose in odpre življenjske moči. Tu domuje ta notranje gotovost, mir, tu začutimo, da hiša, v katero vstopamo, ne pozna meja in pravzaprav sprejme vse, ki se želijo v njem prebivati. Tedaj na sebi začutimo tudi pogled, ki nazre pa sosedne oltarne podobe, to je pa pravzaprav pogled zgore tabor, ne gore spremenjenja, kjer so pa učenci začutili sprejetost v nekih drugih dimenzijah, kjer so pa začutili, da vse to minljivo, smrtno razpade in da nobeno zlo, nobena tema pravzaprav nima zadnje besede, ampak da je Kristus vse to presegel. In zdi se, da prav ta Kristusov pogled, njegovo poveličeno telo na gori Tabor vabi, naj se ustavimo, naj sedemo k njegovim nogam kot Marija in preprosto zremo podobo. In morda se nam bodo odprle oči in bomo prav preko podobe stopili v neko drugo navzočnost. V njej ozrli obličje in se v njem prepoznali. Pričujoča razstava Jožeta Bartolja nas v tem času pred praznikom vseh svetnikov nagovarja, da se tako kot psalmist, ki večkrat zapiše, da išče Gospodovo obličje, da išče Božji obraz, tudi mi odpravimo na pot odkrivanja obličja, ki se nam razodeva kot edino, ki vse zajema. Vsi iščemo enotnosti in združitve tega razdrobljenega sveta, človeka, njegove kulture. Vendar nobena stvar ne more združiti in poenotiti, ne da bi pred tem omejila ali izključila, da bi prisilila ali uniformirala. Samo živa, vseobsegajoča, ljubeča oseba lahko to stori. Kajti do sedaj človeštvo ni odkrilo nobene druge združevalne sile kot ljubezni, ki istočasno združuje in uveljavlja vsakega posebej. In pri tem iskanju so nam vsi sveti vesolne cerkve, ki so že pred nami prehodili to pot, dragoceni so potniki in priprošniki. Kajti svetniki so nebeški sten, ki sveti v mrak iz belih sten. Svetniki v sebi nosijo Boga. Na zemlji čaka človek upajoč, z očmi uprtimi v obok neba in z vero upajoč